Kaj ima ta Pahor pa Janša skupenega? Kaj pa? Rjavca. Kakšno pogodbo smo sklenili? No, ušla mi je beseda. Pogodba, koalicijsko pogodbo, pardon. Zakaj menite, da je bila prva vlada imenovana kot Kidričeva in ne Peterletova, glede na to, da je bila Peterletova? Ker je prva vlada bila ustanovljena tukaj, prva slovenska vlada, ki je sicer bila potem v okviru republike, ne, v okviru federalne države, je bila pač Kidričeva vlada. Tako je pač bilo, takšna je naša zgodovina in če še tako želimo ponavljati nekaj drugega, jo ne bomo spremenili. A zakaj potem ni prva vlada Josipa Pogačnika iz leta 1918? Ja, zdaj bi mi morali malo več povedati, jaz nisem toliko seznanjena samo zgodovino po prvi svetovni vojni. Šla sem tudi z namenom, da bom držala Marelo, sem mislila, da bo Aleš na soncu, ker sem se bala, da bi ga sonce preveč žgal. In še to bi povedala, da tale Marela je bila z mano skoraj 20 let, ko sem potovala po svetu, po Evropi, no in mi nagaja, ekole, čakaj, samo malo. No, je potovala z mano, bila je na odrih najlepših koncertnih dvoran. Bi bilo dobro, če bi bila kakšna oprema v tem državnem zboru včasih taka, kot v teh napovedana za moderne avtomobile, da se vklopi šele, če se v sapi ne zazna preveč alkohola. Ko poslušam medije, uspejo še mene prepričati, da v resnici nismo kaj dosti naredili v teh 2 letih. In potem si vzamem v roke zvezek in si pogledam, kaj je bilo zastavljeno in kaj je bilo narejeno. In jaz moram reči, da sem neizmerno ponosen na to, kar je nam vsem skupaj uspelo v teh 2 letih. Cvikl, vi dobro veste, vi ste zvita ptica, vi dobro veste, kaj ste... Jaz sem predsednik preiskovalne komisije, nisem nobena ptica. Nekaj vam bom povedala, za razliko od vas, ki sedite tule, pa blebečete ure in ure neumnosti in nimate pojma, recimo gospod Reberšek se zelo dobro spozna na romsko problematiko, Roma je videl enkrat v življenju mogoče na televiziji, ve pa vse. Skratka, kar vam hočem povedati je to, da ne govorite stvari, v katerih nimate pojma. Za razliko od vas je Tamara Vonta tista, ki je prepovedala ne vem koga srce v alkoholu, ki je slovenska tradicija. Ta ista Tamara Vonta je delala v romskem naselju z romskimi otroci vsak dan, nekaj let in meni vi pameti ne boste solili. A če bi velik sosed pa močnejši od vas, že vi ste tako dosti močen, udaril vašo hišo, zato komunistom všeč vaša politična stališča, vas prebutal, posilil, pobijal po vaši hiši, kaj bi rekel? To je ta diplomatska amaterstvo, o katerem vi govorijo. To je Rusija naredila v Ukrajini. Da vas naučim malo geopolitike. Ukrep na kakšen način čim prej te računalnike razdeliti in s tem na nek način sanirati, bom rekel, ta nakup. Kaj pa to pravite, kar župani komentirajo zadevo? Nič ne pravim. Dobro. Če rečem nekomu, da je kreten, je pač kreten. In sem rekel, da je kreten. In zato sem obsojen, ker sem rekel, da je kreten kretenu. Ste pripeljali Slovenijo v situacijo, kjer se sodržavljani ne morejo več strinjati več niti v tem, a je nebo modro, a je rumeno. Pač vaši bodo rekli, da je rumeno, zaradi tega, ker so jim pri Kdo vam laže na Novi 24 rekli, da lažejo tisti, ki pravijo, da je modro. Pač tukaj smo. Imenovali bomo posebnega nacionalnega koordinatorja za preprečevanje sovražnega govora. Naloga te skupine bo, da na podlagi pozitivnih praks iz tujine najdemo načine, kako sovražni govor izženemo iz vseh komunikacijskih platform in kanalov. Moramo biti pa pri tem dosledni, razširili bomo pa to kasneje tudi na družabna omrežja, zaradi tega, ker so ta največkrat vir največjih teh zlorab oziroma največjega sovraštva. In žal se to že pozna v družbi. Vidimo, da predsednik republike je, prostite izrazu, ampak to je kot na pol kuhan puding. Predsednik Biden je bil celotno zasedanje z nami. Za razliko od nekaterih mlajših kolegov, ki so zapustili zasedanje, on ni zapustil zasedanja in je celotno zasedanje in pazljivo poslušal in sodeloval v razpravi. Jaz mislim, da to največ pove o njegovi vitalnosti in tudi njegovih sposobnostih. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin.
Jaz verjamem, da ministrstvo dela dobro, minister dela dobro, ograje super delujejo, ko smo jih odstranili, migrantov čez dalje manj. In pa zakaj živimo tako dobro v Sloveniji, da se vsi zavedamo zaradi 4 stvari, ki jih imamo. Sonce, voda, zrak in svoboda. Povejte še, kdaj greste v gasilci v pokoj. To drži izključno. Zgradili bomo 30 000 stanovanj, najemniških primarno, neprofitnih primarno. Kje so zdaj ta stanovanja? 3000 stanovanj. Kje so stanovanja? Kakšen je načrt? Bom ponovil, vedno enak. Do leta 2030 začetek gradnje 20 000 stanovanj, to je bila predvolilna obljuba, in v tem mandatu, do konca mandata, začetek gradnje znotraj tega mandata 5000 stanovanj. To je naš načrt. V prejšnjem mandatu je bilo število prevzemov 2, v tem mandatu 24. Ponovno govorimo na pamet. Gospod Pahor pravi, v času prejšnjih vlad sta bila 2 prevzema, v času te vlade pa 24. Naštejte mi jih vsaj 12, prosim. Prosim. Imate... Prosim, no, lahko Mercator. 12, prosim, no, od 24. Ne bom vam našteval, 24 jih je bilo in si jih lahko pogledate sami. Skupen cilj vsem nam je bil, da očistimo Slovenijo, v tem primeru tudi policijo janšizma. Zakaj? Mi smo šli na volitve s tem. Jaz se dobro spomnim, tudi v vaših studiju smo govorili, ko bomo in če bomo zmagali in če dobimo mandat ljudi, bomo počistili s temi zavržnimi praksami. In če kje kdo ve, veste to vi. Tudi na RTV-ju smo se zavezali vsi skupaj, da ga bomo očistili janšizma. In jaz vem, da vi natančno veste, kaj to pomeni. Tega ne bom komentiral, ker zelo težko ocenujem, kakšna bo ta podpora. Računam najmanj na 43 glasov, vendar to ni bistveno. Važno je doseči 46 glasov. In gre takole. Ne pravim, da ima kakšno strašno umetniško vrednost. Ampak pri pripravi vsega skupaj sem se tako počutil in zaradi tega sem se tega lotil. SDS je ječa, čas ni je rabe hudi. Skrb vsak dan mu pomlajena nevesta, trpljenje in obup mu hlapca zvesta in kes čuvaj, ki se nikdar ne utrudi. Tako pa obrambni minister o odstotku BDP, ki ga bo Slovenija namenila za obrambo. Če štejemo od 1 naprej do 3, moraš najprej priti do številke 2. Tem je naš Zoran Janković, predsednik, on ni kralj, ki ga moramo braniti za vsako ceno. On je kraljica. On je naše najmočnejše orožje. In če primerjamo figure, pa recimo, da sem jaz skakač, ker rad skačem nenadzorovano levo in desno. Za hec lahko poskusite glasno ali pred ogledalom. Jaz sem lezbika, jaz sem gej, jaz sem ženska, jaz sem moški. Jaz nisem niti moški, niti ženska. Gospod Princ govori, mislim, to je grozni stavki, da hočemo, moram prav prebrati, ker mi ne gre jezika, ker jaz te besednih zvest ne poznam. Hoče spremeniti svoj spol, da bo mogel spremeniti svoj spol. Lepo vas prosim, kakšne neumnosti govorite? Komu verjamete, torej ministrici ali premijeju? Naj še spomnim, da ste tudi vi, pa tudi Levica v prejšnji vladi zelo glasno opozarjali. To je vprašanje tipa, kjer ga imaš bolj rad, mamico ali lateka. Ne, vprašanje je, kaj je res. To je vprašanje, katerega imaš bolj rad, mamico ali lateka. Prva stvar, ki bi jo povedali pri spovedi, je kaj? Zapravo nek greh potrebujete moj. Ja, verjetno bi to povedal, ne? Kaj pa, če sem brez grešen? Ne verjamem. Prej ste rekel, da boste po resnici odgovarjali. To, da sem včeraj 165 km/h pelal po avtocesti. Kdaj je osvajal poročeno žensko? Ja. Kot novinec v slovenski državni politiki bi pa rad vedel, kdo so te strici, da se jim bom ognil, ko jih bom srečal. Ne skrbite, verjetno bolj skrbijo za vas, kot si zdaj ta hip predstavljate. Pa kdo pa so? Se pravi, samo ugibam. Ampak gospod Pahor, ne ugibajte, sprašujem vas, kdo so, da bom vedel, kdo so. Kdo so ti strici? No, jaz te razprave ne bom nadaljeval, pa ne zato, ker ne bi bil poguben, ampak zato, ker nisem neumen. Nisem neumen, da bi povedal, kdo so strici iz ozadja. Ampak gospod Pahor, tudi volivci niso neumni, da bi se s tem odgovorom zadovoljili. Ne, torej? Tako kot jaz so enako pametni. Drage državljanke in državljani, predvsem tisti, ki ste aktivnih v gasilskih, športnih, turističnih, kulturnih društvah.
še naprej organizirajte prireditve, še naprej organizirajte takšne dogodke v šolah, v telovadnicah, na šolskih igriščih in zavestno še naprej kršite zakonodajo, ki je neživljenjska. Mama kupila traktora. Omejenost na občine. Pri nas so ene občine takšne, ne, da se mi zdi, da narediš 3 korake, pa si iz ene občine v drugi. Ne. A veste, jaz sem se spraševala, kaj bo, ko bom jaz šla z konjem v drugo občino, ne. Ker konj ne ve, ne, kje je konec ene pa druge občine. Ne. Dobro, boste obdržali dohodninski zakon iz Janševe vlade, ki prinaša višje plače? Ne, zagotovo bomo spremenili. Nadaljevanje afere domnevno goljufive poslanke Cerarjeve SMC Irene Košnik-Grošelj po jesenskem razkritju, da je samovoljno v imenu države najemala velika bančna posojila, svojim zaposlenim pa ni plačevala niti prispevkov, je izredna revizija pokazala še na veliko hujše grehe, na preplačila in nakazila javnega denarja na zasebne račune. Ne vidimo nobenega razloga, zakaj poslanka, ko bo seveda okrevala, ne bi nadaljevala s svojim delom. Celo na ZNB se spoznate bolj kot vsi drugi, na odboru za zdravstvo ste ga... Kolegica Tomić, sam trenutek, se pravičujem, ker vas motim. Gospod Hojs, nismo v kinu. Jaz razumem, da ste cel dan tukaj, ampak je neprimerno, da jeste v dvorani, masko dajte gor, ker ste na javnem prostoru. Vzune imate sobo za vlado, kjer lahko spremljate sejo. Gospod Hojs, prosim malo spoštovanja. V dvorani se ne je. Kakšne vire imate vi to, da vam nekdo pove neko informacijo, da naj bi jaz imel pogodbo z Vežnajem, da v njem ne smem negativno pogošati. To je popolnoma nesmiselna informacija. No? Ja, seveda, veste, jaz se tudi velikrat sprašujem, kakšne vire imate vi. Kar se tiče naših in vaših izhodišč, mislim, da si nismo tako daleč narazen. Evidenca je ta vlada uredila s tem, da smo po 10 ali 15 letih končno prišli do sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. To je podlaga. To je že bilo. Ne, to je zadnji 2 leti. Ne, to je že bilo. Kolega Jonas, vi imate tudi postopkovni predlog? No pa dejte postopkovni predlog, bomo veseli, da vas slišimo. Izvolite. Se je treba ostati. Ampak proceduralno imam pa to, da za nami sedi strokovna sodelavka SDS-a, zdaj pa je šla in sem jo prosila, če se premakne na stran kolegov, ker tudi v državnem zboru strokovni sodelavci sedijo tam in mi je zelo neprijetno, da mi sedi za mojim hrbtom. Hvala. Koliko partnerjev ste imeli? Mislite moških? Tak. Nekaj, prvo število je bilo krajše, no. Okay, just joking. Dovolj. Zdaj, ministrstvo nima pravice odvzeti statusa in plačevanja prispevkov, razen če ugotovite, prosim, vam bom dala besedo. Ne, vas prosim, da poslušate, razen če presega dohodkovni cenzus. Ljudje sploh ne vejo, kaj ste jim natvezili za te dodatke k pokojnini. Pa sram vas je lahko. A veste kaj? Naprimer na stojnici v Radovljici, kako je to izgledalo. Tam je, za stojnico je stal nek možakar, konkretnih letih, malček zob mu je že manjkalo, malček je tudi zaudarjal. Jaz samo vem, da je ta omrežnina, ta akt je totalno konfuzen. Not so parametri, s katerimi operirajo, ki nimajo nobene logike, ne pijejo vodo. Kot bi šlogarka vzela iz oca. Kako bi dal noter random number? Tle noter je kurje futerje, no. Danes je petek in protest se seveda nadaljuje s častnim gostom. A se mislili prideti sem, pa se spet malo slikati, pa igrati politikanstvo, ali kaj? A vi ste pa novi PR vlade, ali kaj? Ja, super, odlično delo upravljate, da prav ste za njih. Pobegate pred svojim ljudstvom, tako je.
Bojite se lastnega ljudstva, ki protestira že 70 tednov. Tisto nekaj gnilega v deželi danski bi lahko rekli, veliko več je gnilega v deželi slovenski. In dokler ne bomo postavili ene 3 tipe pred zid, pa jih počeli, ne bo nič. Dobro, gospod Jelinčič, prosim, dajte retoriko še vi. Z dušilcem, da ne bi Jelinčič, prosim, res. Ja. Prosim vas, da pazite, kako govorite. Kako? Eni streljajo, jaz samo govorim. Gospod Jelinčič. A ni to v redu? Ja, opozorilo, ampak jaz bi jih počel, veste. Gospod Jelinčič. Takoj bi bil red, v celi državi bi bil red. Gospod Jelinčič, opozarjam vas zadnjič na kulturno raven pogovora. Sem lepo povedal, celo z nasmehom. Brez groženj, prosim. Edina pot, kako urejati, kako učinkovito upravljati z migracijami, legalizacija. Gospod Janša pravi, da ta vlada ne bo več dolgo zdržala, da sledi rekonstrukcija, čeprav to ni najboljša rešitev. Kaj vi menite na to? Na dolgi rok smo vsi mrtvi. Hvala lepa. Tamle bi nagovoril mlade, ne bodite depresivni, bodite aktivni, pridružite se nam v Slovenski demokratski mladini in mislim, da bo tudi ta depresija kmalu odšla stran. To je sprehod predsednice parlamenta mimo opozicijskih klopi. Na posnetku lahko Klakočar Zupančičevo vidimo, kako se ustavi o poslancu Reberšku in nekoliko privzdigne svoje krilo. Zelo kulturno pa je bilo dejanje danes predsednice Državnega zbora. Takoj, ko je zaključila svojo razpravo in ko sem ji repliciral, mi je ob izhodu iz dvorane zopet dvignila krilo. A to je tista kultura, o kateri govorite? Hvala lepa, kolega Reberšek. To je še eno pomin, da vam vzemam besedo. Narod tako hitro, kot vi dvigujete krilo. Hvala lepa. Ko prideš v ravnateljevo pisarno, ne mi reži, da vam neben ni rekel, ko boš kaj spil, kdaj, no. Mislim, dajmo si, zdaj si tiskam oči z brezveznimi stvarmi. Mi govorimo, naš zakon govori samo to, o teh prireditvah, ki so v popoldanskem času, ki se ponavadi odvijajo petek zvečer, soboto zvečer, v nedeljo že skoraj ne, ker tako v nedeljah takih prireditev ni. Pa dober, pa kaj tebi ni jasno, zdaj pa se upravičujem, no. Ampak resno se upravičujem. In vi ste lahko tudi proti temu, ni problema. Ampak ne se potem zgovarjati, da ste vi za, ne mi potem govoriti, če bi vi želel otrokom pomagati, pridite na občinski svet. Ne mi te... Moči! Ti sto Bogu! Nehaj, Šenkin! Ma kaj si ti? Ma ti pa za kobilami. In tihni! Tihni! Ma kaj se dereš le neki? Ne znaš se obnašati tukaj in se neki prdeš. Moči!